gospodje, mene izjemno veseli danes, da lahko pred slovensko javnostjo predstavimo zlato priznanje za Nordijski center Planica. 10 let je od takrat, ko smo na našem ministrstvu odprli razstavo o Nordijskem centru Planica. No in sedaj je Nordijski center Planica dobil zlato nagrado na arhitekturnem tekmovanju kot ena, ne bom rekel ena najlepših, ampak zame najlepše urejeno športno tekmovališče na svetu. V konkurenci, kot so Ptičje gnezdo v Pekingu, v konkurenciji, kot so druge največje investicije z najboljšimi arhitekti, kar jih je na svetu, je seveda Nordijski center Planica za leto 2019 dobil to nagrado. In če smem k temu dodati, vidim dekana fakultete za arhitekturo, pa ni samo dekan, ampak seveda tudi eden od avtorjev. Prejšnji teden tudi jaz ne bi mogel biti bolj ponosen, ko smo na Holmenkolnu. Čeprav mi zase rečemo, da smo zibelka smučarskih skokov in poletov, ampak ko smo na Holmenkolnu, norveškemu kralju in kraljici, predstavljali arhitekturo v Alpah. In Nordijski center Planica je seveda najboljši izraz te arhitekture v Alpah. In moram reči, da odslej, kamorkoli gremo in kjerkoli pravzaprav smo, je to ena od tistih stvari, na katere smo lahko neizmerno ponosni. In današnja nagrada ni nič drugega, samo dodaja k temu že obstoječemu ponosu. Ampak zdaj bom pa jaz gospoda Jelkota Grosa seveda prosil, da mogoče pove kaj več besed o tem, ali ste si celo predstavitev zamislili. Samo poročilo v filmski obliki. Potem pa prosim. Jaz bom najprej se veste, da je treba zmeraj majhen utrip tam, ko se nagrada dobi, pokazati in poskusili bomo tole delali. In sicer, kot veste, Kelen v teh dneh je znan po katedrali, po karnevalu, ker je karneval včeraj štartov 11.11. ob 11. uri in pa seveda po IKAS nagradah, to se pravi nagrade, ki jih po nekako v sodelovanju z Olimpijskim komitejem, Paraolimpijskim komitejem in pa Združenje arhitektov podeljujejo, ampak predlagam, da kar poslušate, kaj so povedali. Which was planned in incredible harmony with the mountain landscape. The jury was extremely impressed by the magnificent integration of the facility into the landscape, the opportunities for hosting major events, and the strategy of year-round use. And worthy of special note is the use of the underground tunnel for cross-country skiing training in summer. Kot upase, smo mi kot zavod tudi zraven omenjeni, to je pa zaradi tega, ker je pogoj, čeprav za arhitekte nagrada, ker je pogoj, da vsak objekt najmanj 2 leti posluje, ker ti objekti, ki so bili, ali pa projekti, ki so bili samo na papirju, ne morejo kandidirati, tako da je to eden od pogojev. No in zlato nagrado smo dobili v res hudi konkurenci, recimo najdražji objekt, ki je bil v letošnjem letu je bil približno $500,000,
najdražji objekt ever, ki je bil pa nagrajen tukaj, je pa nacionalni stadion v Singapurju, je pa 1,200,000 evrov. Minister, imamo kaj za kaj takega? Še bo. Pol proračuna ministrstva, pa še malo več. Ampak na drugi strani pa je komisija zelo tankočutna, so recimo nagradili sicer z bronasto medaljo tudi prireditev Stare ulice v košarkarsko igrišče 3x3, tako da nagrajujejo tudi take inovativne pristope. Seveda zdaj bi mogel jaz predstaviti še vse ostale. Na začetku projektno skupino, ki je bila znotraj zavoda oziroma v kombinaciji z ministrstvom, ki je predsedovala Mojca Plestenjak, ki je najprej naredila projektno nalogo, zato da so, oziroma ne vem, če se projektna naloga reče, ampak recimo, da je bilo popisane naše želje pa potrebe, kar se tiče Planice. Zraven je sodeloval recimo tudi Primož Finžgar, zadaj, ki je zahteve tekme povedal, Franci Petek zahteve skokov in tako naprej, tako da smo se lepo dopolnjevali in ta skupina je praktično delala čisto do zaključka projekta, se pravi do zadnjega razpisa, ker smo še zmeraj mogli detalje usklajevati. No, zdaj pa k nagrajencem. Jaz predlagam, da nam jaz govoril o njihovih o samih ne občutkih, ampak o tem, kako gledajo na 10 let nazaj, ko so oddali arhitekturno rešitev in so bili nagrajeni za to. Bi najprej kar vse skupaj povabil, Ana Kučan manjka, pa bo Luka za to prišel, pa Aleš Vodopivc, pa še dekan. Zdaj, ne vem, če zaradi tega ratov dekana, ne, ampak zdaj je dekan. Zdaj pa dekan, no. Tako da kar prosim, da pridete k meni in tako da bom kar predal besedo, pa bi vprašal, če bi imel 1,200,000, koliko bi bila Planica drugačna? Popolnoma nič. Seveda, danes, ko gledamo nazaj, ugotavljamo, da se je sestavil splet srečnih in nesrečnih okoliščin. Taka srečna, nesrečna okoliščina je, da je imel gospod Gros in ministrstvo, kakor tudi Republika Slovenija, zelo jasne finančne omejitve, ki so nas, arhitekte, seveda disciplinirano vodile k cilju in nam pravzaprav od nas zahtevali, da se odločimo za bistveno. Bistveno tako v smislu funkcioniranja stavbe, kot tudi njene oblike in predvsem umestitve v okolje. Srečna okoliščina, ki pa pravzaprav nas je vse vodila in je bila neodvisna od samega budžeta projekta, pa je dejstvo, da se nahajamo v enem najlepših območij Republike Slovenije, ki nas je stalno navdihovala in hkrati tudi omejevala in delovala kot nek streznitveni duh, kot hladen veter, ki pravzaprav preambicioznega arhitekta vedno postavi na realna tla in mu reče, okoli tebe je lep prostor, ne drzni si ga pokvariti. Hvala. Treba je bilo postaviti tudi objekte. Borili smo se do konca, da ta osrednji objekt stoji na tem mestu, ko danes stoji, ki zahteve kulturne dediščine so bile, da ga postavimo nekam pod hrib, stran od tega središča. Aleš Vodopivc je bil avtor, tudi drugi nagrajen, oba dva sta bila prva nagrajena, takrat na arhitekturnem natečaju, samo ločeno je bilo nekako za športne objekte in pa krajinsko arhitekturo je bil podjetje Abiro, za objekte, se pravi ob sami skakalnici pa podjetje Stvar, tako da Aleš. Hvala. S kolegom Markom Smrekarjem sva bila soavtorja tega dela avtorske skupine. Moram pa reči, da je bil najprej izjemna čast, pa še bistveno večji izziv delovati v tem prostoru. Vsa zahvala in pohvala gre predvsem tudi vodilni ekipi iz ministrstva in zavoda, ker mislim, da
s tako srčnostjo, kot je nekdo sodeloval pri projektu, kot je bila ta, bi rekel, vodilna ekipa, za projekt se ga niti ne bi dalo izvesti. Poseben izziv z vidika arhitekture in sploh obvladovanja prostora je pa seveda postavitev stavb. Prvi izziv v sodelovanju z drugo projektantsko ekipo, ki smo mogli uskladiti, bi rekel, idejne zasnove. Druga stran tega je bila pa izziv združiti vse potrebe investitorja, ki so bile v bistvu neverjetne, recimo v primeru srednjega objekta govorimo o edinstvenosti v evropskem, če ne celo svetovnem merilu je. In sicer v njem je združeno tako 2 vetrovnika, notranja tekaška proga, štadion na strehi, muzej. Izziv je bil v bistvu neverjeten in mislim, da smo ga uspešno izvedli, kar potrjuje, da ta naprej. Hvala. Podizvajalec od Abiroja je bila projektna skupina AKA in zdaj ne vem, a bo Ana vskočila, a bo Luka dokončal, zdaj ne vem. Bo Luka in sicer je bila posebno poudarjena tudi strani žirantov, da je bil res edinstveno postavljen vse skupaj v prostor. Če jaz samo z naše strani povem, če smo mi mogli premakniti 500 milijona kubikov zemlje, potem veste, da se tudi nekaj papirja s tem v zvezi porabili oziroma zradirali, pa na nov narisali, tako da Luka, prosim, da še z tega vidika predstaviš projekt. Ja, hvala. Najprej bi se pridružil v bistvu temu, kar sta že kolega tudi vi povedali, in se zahvalil naročniku za njegovo vizijo, pa tudi Trmo, da je nekako uspel projekt res pripeljati do nekega zaključka, na katerega smo vsi ponosni. Kar se pa krajine tiče, pa ja, nam je bilo v bistvu, kot je tudi že bilo povedano, najbolj pomembno nekako vse te programe, ki so zelo obsežni, nekako neosiljivo vpet v prostor, ampak hkrati tudi pustiti neko sled, se pravi pokazati v prostoru, da to vendarle je nek inženirski projekt velikega merila. Kompliment na koncu za nas je bil pa v bistvu tudi vprašanje za nas, krajinske arhitekte, kaj ste pa vi sploh naredili na koncu. In v bistvu to, na nek način smo si temu tudi prizadevali za to vpetost. Hvala, tukaj je bilo, kar se tiče predstavitev projekta. Minister, zdaj ste vi na vrst. Verjetno, če imajo novinarji za vas kakšna vprašanja, zame. To pa predlagam, da kar se preselimo v soseden prostor, pa zraven prijetno to narediti. Aha, seveda, z velikim veseljem. Pa vsi vabljeni tamle v soseden prostor, tako da, ekipa, prosim. Čakam, ne